Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, zdaj boste rekli moški, daš bo ženske na kupu. In ja, danes smo se zbrale v ženskem krogu in pogovarjale se bomo o menstruaciji, o tej prvi izkušnji menstruacije tudi in o samem odnosu, ki ga imamo do menstruacije, do menstrualne krvi. Zdaj veliko uporabljam za nalašč besedo menstruacija, zaradi tega, ker nekatere imajo, kakšne besede, ne, imajo mesečno perilo, ne? Rdeča. Rdeča. Fešta. Kečap. O bože. Res. Bolna rečemo, da smo. Teta skrvalca. Teta skrvalca. Ja, moja mama je rekla, da je bolana, ne. Ko sem jaz to poslušala, pa če ne kašla, ne kiha, ne, kako je bolana, ne. Moja prva izkušnja menstruacije je bila precej travmatična. V bistvu sem se zelo bala, kdaj bo prišel ta dan. In grozno mi je bilo in mislim, da sem kar dolgo časa držala zase, nisem nobenemu povedala, niti mami in grozno, res grozno mi je bilo. Kaj pa vaša? Ja, moja je bila tudi travmatična. Jaz nisem pričakovala in se bala, ampak nekako sem kakor da odmislila. Sem vedela, da se bo zgodilo, ampak nisem hotela vedeti, no. In potem, ko se je zgodilo, sem na stranišču prejokala celo popoldne, dokler me je mama najdla. In potem se spomnim, je prišla v kopalnico in mi razlagala, kje imam vložke in te stvari. In jaz je sploh nisem poslušala in vem, da sem razmišljala, če ne bom uporabljala vložkov, morda bo tudi menstruacija zginila. Tako sem se upirala tej ideji sami. Res. Katja, pri tebi? Ja, moja je bila tudi precej travmatična. Med prvimi sem dobila, tako pri 11 letih, kar je bilo precej zgodaj. In pravzaprav je bil ta rjav madež, ne, ko se kri posuši, tle ful odprto govorimo, ne. Tako potem postane kri rjave barve, ne. Ja. In je bilo tako, jaz sem šla takrat, sem še ful v cerkev hodila in sem molila, sam naj ne bo menstruacija. In ko prijem domov, je tako mama, aha, sem videla, da si dobila menstruacijo in potem tako v parih besedah, tehnično, o vložkih. In jaz v bistvu sploh nisem razumela, da bo to zdaj par dni bom imela, potem en mesec približno, ne, in potem spet. In se spomnim, da sem prva 2 meseca imela ves čas ta vložek na sebi, ker nisem vedela, kdaj bo ta menstruacija prišla. In potem sem leta in leta vsak mesec jokala, ker sem jo imela, ker pač tako je bila nesprejeta, ne. Tako da zelo... Vesna, tehnično, ne, smo dobile napotke, ne? Ja, napotki so bili tehnični, čeprav moja pa ni bila travmatična, ker sem jo dobila šele pri 14 in so jo že sošolke imele. In mene je bolj skrbelo, kaj če je ne bom nikoli dobila, zdaj, ko jo že vsi imajo, a ne? Ja. Tako da jaz sem se ful veselila, tudi vem, da mi je bilo razloženo, tako nisem imela enih skrbi glede same menstrualne krvi. Vidite, se pa spomnim, da se mi je zelo kar dolgo do takrat, da bom stara, da jo bom zdaj vsak mesec imela, ne? Tega se spomnim. Drugače pa ni bilo travme, je bilo pa zelo tehnično in tudi se niso imeli naši starši nekih informacij, ki jih imamo zdaj, da bi nam jih lahko drugače predstavili kot tehnično, ne? Brala sem o takih lepih zgodbah, ritualih, ki jih mame pripravijo za svoje hčerke, po tem posebnem času, kako so se ženske takrat družile in vse te zadeve. In je čudovito o tem brati. Ampak hkrati pa vem tudi, kakšni so bili odzivi na tole, kar je dejansko povedala Kataja v naši oddaji. Dajmo pogledati, kaj je povedala. Hvala Bogu, da si začela o tem pisati. Ne, a veš, kaj sem se spomnila? Lahko samo to povem. Ja. Nisem še prebrala, bom z veseljem, ampak opazila sem, kako ženske, jaz tega zdaj ne delam več, na skrivaj smo vedno hodile s tamponom ali z vložkom na WC. Zakaj pa rabiš ti na skrivaj hoditi? To je tvoja ultimativna, kako bi rekla, ultimativni dar, pravica in ti greš s ponosom. Seveda, absolutno, ampak darilo menstruacije je res veliko darilo, čeprav nekatere jemljajo kot prekletstvo, ampak po eni teoriji naj bi ženske ravno dlje časa živele zaradi tega, ker imamo menstruacijo. Kaj je moje mnenje in definitivno naj si to vsi vzamejo v obzir. Ja. Jaz mislim, da bi ženske morale imeti, ampak ne, to je resna zadeva zdaj, mogoče tako smešen razlagam, ampak je resna zadeva, 2 do 3, 4 dni, se vem, nekaterim traja menstruacija dlje, pri vsake je različno, ampak lej, delati moramo pa enako kot moški pa iti v službo, zakaj pa ne bi imele, ne bolniško, ampak plačan dan, da si ga vzameš zase. Se ženska da nove delavce državi, ženska da novo življenje svetu in mi moramo v bolečinah reči ti družba, vzami nalgesin,
pa suck it up. A veš, kao, zdrž, pejt delat, vse lahko se ti to zmoreš. Ni to pošteno. Podpišem? Absolutno. Ja? Absolutno. Ja? Ampak veliko je bilo odzivov v tem smislu, a ne? Se ženske to od nekdaj imajo, kaj pa zdaj mislite, da boste delale, a ne? Gremo, akcija, a ne? Mogoče, če lahko kakšno besedo rečemo o vseh teh ritualih, recimo, in v času menstruacije odrasle ženske in takrat, ko dejansko pride do tega. Mogoče, če začnemo s tabo, Vesna, glede na to, da si relativno v bližnji preteklosti izdala tole lepo cvetoče dekle za punce, dekleta in ženske od 10. leta naprej. Ja, kaj jaz vidim na delavnicah, je zdaj zelo velik trend in zelo velika potreba, da bi mi imele obred takrat, ko smo bile 10 ali pa 14 let stare, ko smo dobile prvo menstruacijo. Zdaj imamo to potrebo. In veliko vidim teh novodobnih mamic, potem sploh ne pomisli, da bi vprašale hčerko, a si želi ta obred imeti. Ker jaz dobivam na delavnicah pa tudi ženske, ki so jim pa naredile mame obrede, pa jim ni pasalo. Tako da meni se zdi v prvi vrsti zelo velika potreba, da vprašamo dekle, a si želi obred, pa ne jim ga delati takrat, ko menstruirajo. Takrat morajo imeti čas za sebe in se umakniti. Naredite jim ga čez 14 dni, ko bojo ovolirale, ko jim bo fajn se družiti. Tako da jaz vidim, da velikokrat tako naredimo, da to, kar meni ni pasalo, bom zdaj pri otroku čisto drugače naredila. Otrok ni nujno, da je tak, kot sem jaz. Tako da se mi zdi prva in najbolj pomembna stvar, otroka vprašati, a si želi obred. In če si ga želi, potem naredimo obred in ga oblikujemo skupaj z otrokom. Lepo, lepo, res lepo. Na internetu celo, na Facebooku, na Instagramu in tako naprej, velikokrat zasledim tudi ženske, mogoče v tujini so bolj pogumne kot pri nas, da objavljajo slike, kjer z menstrualno krvjo se namažejo po obrazu, recimo, pripravljajo celo različne recepture, svojo menstrualno krvjo in zmeraj so taki burni odzivi in pozitivni in dejansko negativni. Kako si lahko to razlagamo oziroma kakšen bi v osnovi mogel biti ta naš odnos do te menstrualne krvi, ki ji rečemo kečap, pa fešta, pa posledice obiska tete iz krvavca in podobno? Jaz jo vidim kot eno povezavo z zemljo. In kar jaz naredim, je ponovadi, da zakopljem nazaj v zemljo in si vzamem ta čas in naredim en majhen obredek in mi je res čutim, kako gre nekaj mojega v zemljo in se hkrati vrača, veš, nekako se povezujemo. Jaz dam njej, ona pa mene podpira in to mi je meni ful lepo, no? Tehnično me zanima, kako to lahko narediš. Ja, tako da jo shraniš. Aha, iz skodelice, recimo. Tako, skodelico in potem na 7. dan menda, je najboljše, tudi če gledamo luno, 28, v glavnem prvi krajec, takrat greš ven in jo lepo zakoplješ in lahko malo pobobnaš, lahko uporabljaš tvoj kalimbo, nekaj, da ti je prijetno in da imaš ono zavest, da daješ, da podarjaš tisto, kar ti ne rabiš več. Da vrneš nazaj. Da vrneš in da ona prekompostira v nekaj, kar bomo pa uporabili. Smem te sam nekaj dodati? Seveda. V sanskrtu je beseda rtu, beseda kri. In predvidevajo, da je beseda ritual prišla ravno iz besede kri, ki naj bi bil eden izmed prvih ritualov, zato ker menstrualna kri je v bistvu kri, ki pride ven iz nas, ne da bi se poškodovali. Je v bistvu kako non-violent kri, ki jo lahko v bistvu darujemo zemlji nazaj, tako da se strinjam. Sicer pa na prejšnje vprašanje, ja, menstrualna kri, sploh prve dni in če si ti zdrava, to je pomembno, da je ženska zdrava, da je kri take čiste, jasne, rdeče barve, brez kakšnih strtkov, se uporablja tudi kot maska, zato ker ima določene hranilne snovi, ki nahranijo kožo. So pa zelo burni vedno odzivi. Večina ljudi, jaz mislim, dokler marsikatera ženska ne proba in ne vidi, kako se sama počuti potem. Tako se mi zdi, da to je način, kako se zbližaš še bolj s tem, kdo si, kaj si in z vsemi deli sebe in z vsem, s čimer nas je narava obdarila. Jaz moram reči, da se nisem srečala ženska in jaz veliko ženskami govorim o menstruaciji, ki če naredijo ta obred vračanja krvi zemlji, ne bi se neki globoko v njih premaknilo in se jih dotaknilo nekaj v njih. Tako da jaz res apeliram tle na vse ženske, vsaj enkrat probite. Se mi zdi tudi, da recimo še en način, če ne uporabljate menstrualne skodelice, so pralni vložki.
a ne? Ga namočiš v vodo, kri lepo gre v to vodo in potem to vodo vrneš naravi. Je zelo hranilna, tudi ženske, ki so probale, enih par jih je probalo, da so rastline zalivale z to vodo, veliko boljš uspevajo, ko ona rastlina enaka zraven, ki ni zalita s to Dej vodo. nekaj. More pa biti razrečena, ne, za rastline. Za rastline. Wow. Wow. Podobno je dejansko tudi pri spermi, ne, moškega, ki je tudi zelo hranljiva, a ne, pa imamo tudi en tak mal odvraten odnos do tega. Jaz mislim, da je to zgodovina naredila naših zadnjih 500 let ali pa mogoče še več, ne, ko so se pač ene stvari tabuizirale. In menstruacija je v zadnjem času šele smo začeli razumeti, kaj to je, da to ni nekaj groznega in da je hudič štrafal ženske in ne vem kaj, ne, da tudi biološko medicina razume. To ni tako dolgo, da razumemo, kaj se dogaja. Ne. Tako da se mi zdi iz teh tabujev in iz tega strahu, kaj je pa zdaj to, ne, je potem nastal ta odpor. Se že vidimo recimo, a ne, da moramo modro tekočino po vložkih polivati in kadarkoli v je bil reklami, ja. v reklamah, ja, Jaz sem se, ko sem bila majhna, sem se ustrašila, Madonna, jaz pa rdeč krvavim, ne moder. Ja. V 80-ih letih so v Ameriki naredili poskusno, ena reklama je sam šla v eter, kjer so z rdečo barvo polili vložek in je bil tak odziv, da so takoj mogli nehati. Lani, mislim, da ali predlani so v Avstraliji probali, katastrofa, tisoče in tisoče pisnih pritožb je prišlo na TV. Tako da tle se vidi, kje smo kot družba, a ne? Aha, wow. Takole, no, vendarle, zato, da ne bomo dobili kakšne tožbe, smo se odločili, da fotografij žensk, ki menstrualno kri uporabljajo ali za pripravo različnih zadev za lase, ali za zalivanje rože, ali za obraz, kakorkoli pač že, da ne bomo prikazovali. Vam bomo pa prikazali odzive tudi žensk na to, kar se vse lahko dejansko počne, pa dajmo pogledati odzive. Stvari, ki so namenjene odvajanju, ne vem, zakaj bi jih nazaj nase vlačila. Res ne. Vidim? Ja. In kaj ne? Moj komentar? No, jaz tega ne bi naredila. Ja, meni to ni všeč. Lepo. Meni se zdi to super, v bistvu, zato, ker prihaja v stik sama s sabo. Mnogi ženske se tega sramujejo. Mnogi ženske to potiskajo proč, ženska, ki popolnoma sprejme samo sebe. To je meni danes fenomenalno, v bistvu. In tudi, da bi navadila, oziroma da bi imela moškega ob sebi, ki to sprejme, da sprejme njen cikl, kaj ti takrat greste lahko v take globine, ki jih mrskje drugi ne boste mogli doseči. Tako da, svaka je čast. Jaz tega ne bi. Jaz tega ne odobravam. Ne. Zanimivo, ženske imajo bolj burne, ne? Mogoče celo reakcije, ne? Tak, se mi zdi. Ne? Zakaj to misliš? Bolj so vpletene v to, več so dobile tudi enih predsodkov od svojih mam, od babic, povezano je vse skupaj s cerkvo, ne? Tako da, z tega, kar je prej govorila, ne, tudi Vesna, pač bolj se jih tiče, ne? Mi smo v to bolj vpletene. In tudi žensko veliko bolj sodi, kot moški žensko, ne? Ker smo bili navajene si primerjati med sabo. Pa velikrat smo bile tudi zasmehovane v mladosti, ko še nismo imele postavljene te svoje ženstvenosti, a ne? Tako da se mi zdi tudi tule, ker jaz, ko sem se zdaj za to knjigo, ko je nastajala, sem se pogovarjala z osnovnošolskimi puncami, njihov glavni problem je bil, da se fantje norčujejo iz njih. In zakaj mora biti kri rdeča? Zakaj ne more biti to voda, da bi se posušila na hlačah, ne pa da se vidi ne glede na to, kam imaš oblečeno, so mi rekle, ne? Tako da to je velika stvar, ki potem pač generacijsko gre, a ne? Vsaka generacija je bila malo zasmehovana in se to nalaga in pol na koncu sploh ne veš več, zakaj ti je to grozno, ampak sam še ti je grozno. Kaj pa tole? Ena trgovina je svojim delavkam od svojih delavk zahtevala, da imajo neke, ne vem, neke pentle, broške, kakorkoli, kadar imajo menstruacijo, zaradi tega, da lahko grejo večkrat na WC, ne? Zdaj, po eni strani je to fajn, ne? Po drugi strani pa, označena. Je pa tudi malo, ne? Kako gledate na to? Jaz bi rekla, odvisno od okolja, ne? Ker če je okolje spodbudno in je menstruacija neki ole, ne? Nekaj, kar se ceni, to ni slabo, to pa ne, wow, ona je zdaj v tistem obdobju, ne? A ne? Dajmo videti.
Večinoma pa pač to nimamo pri nas takega Ja. okolja, ki bi podpirali. Tamara, kaj ti počneš, ko imaš menstruacijo? Jaz imam ta privilegij, da si lahko vzamem en dan fraj in ponavadi si vzamem, v bistvu sem razvila kar en tak, zadnje čase sem se spoprijateljila z njo in v bistvu, kar sem gotovila, je, da hoče samo mene v popolnosti. To pomeni, nimam glasbe, nič ne gledam, nič ne berem, sam si dam malček temo in uležem se, včasih termofor. In samo diham z zaprtimi očmi in ponavadi, ker jaz sem imela bolečine in tako sem nekako pristopila k bolečini, no? In sem ugotovila, da bolečina traja pol ure, 1 uro in potem jaz lahko normalno naprej živim. Tako da to hoče od mene. Vesna, ti, kaj pa ti počneš? Jaz imam en dan takole, čisto v temi ležim in dejansko sem ugotovila, da takrat šele lahko začutim zares sebe. Tako da ta samozavest, ko si jo ženske tako želimo povečati, pride odtlej iz temnega dela cikla. Pa imam pa še en dan ponavadi, če mi le uspe, ko imam pa nerazporejenega, kar pomeni, delam tisto, kar mi paše, ampak se že vključujem, ne hodim ven, ampak tisto, kar mi paše in tako dolgo, ko mi paše. Če pomijem posodo do polovice, pa mi več ni, neham. Bravo. Katja? Jaz si tudi probam vzeti, ker se da malo bolj fraj. Se pa stvari spominjajo, no? Ampak raziskujem kri, jo zbiram, absolutno. In takrat sem veliko manj med ljudmi, tudi hčerki takrat govorim, da pač rabim več časa zase, manj komunikacije, nekaj več pomaga v hiši in tudi že sodeluje. Da skomunicirata? Ja. Odlično. Evo, hvala za vse te odgovore, za vse tiste, ki pa imate še tukaj vprašanja. Pa imam bolečo, pa imam krče, pa imam to, pa uno, pa tretje. Fizično, tehnično, kaj, kako, zakaj, na kakšen način. Tudi to najdete na www.klepetobkavi.si. In če boste pri svojem naslednjem ciklu mogoče vzele kakšno uro, 2, 3 več zase, samo zase in prakticirale kaj, kar prakticirajo tudi Tamara, Katja in Vesna, potem pa je naš namen definitivno danes tukaj dosežen. Sicer pa pogovorite se s svojimi hčerkami, tistimi predvsem, ki so okrog 10. leta in naj bo ta prehod v ženstvenost, v punco, v dekle, naj bo ta prehod manj travmatičen, kot je bil pri meni, Katji in pa pri Tamari.